Bršljin pri Novem mestu, 1867, 1903 pojavitev novega besedila in zmes nove 1900 podpis pogodbe med založnikom in pisateljem, ki je takrat dopolnil 70 let. In sicer kam je paliva. Tega ne bo dal okrog in velika dragocenost. Potem, ko sta podpisala pogodbo, se je Trdina lotil pisanja prve verzije Bachovih kozarjev in virov. Potem po predavanju lahko pridete k meni, to je originalna Trdinova dopisnica poslana Šventnerju iz Novega mesta v Ljubljano. Da je bil pridn. In da je bil tako pridn, da se zbolel in da to ne more dokončati svojega dela. Predstavljate si gospoda starega 70 let, ki podpiše pogodbo o zbranih spisih in sklene, da ne bo dal založniku nekaj, kar ima predalo ima pa veliko, da začne pisati nov tekst in napiše v 70 dneh 43 drobno podpisanih pol podpisa. Jaz sem to pretipkal računalnik, na posamezni poli, torej na 4 straneh, je z svinčnikom spravil od 12 do 14 tisoč znakov besedila. Torej je napisal ogromen tekst, 43 pol, če je še na 12 strani, če dajemo spodne številka, da dobimo impozantni rokopis. In potem je logično, da piše Šventnerju, da je zbolel vsega tega. Tudi tukaj vidite, je ta rokopis. Če pogledamo, kaj se mu je zgodilo, kaj je napisano tako dopisnico, imamo tukaj 262. Tako stran bi sledila, je vam spravil na dopisnico. In razlaga, da bo predelal. V resnici je teh zelo predelal in nažalost ta prva verzija Bachovih kozarjev in virov še ni izšla. Mogoče jo bomo uspeli v duhu načel elektronskih izdaj končno pripraviti, da bomo potem lahko profesor Dokladnik podali za Wikivir za objavo ta rokopis. Ta rokopis je namreč zelo zanimiv. 594 opis. To je vse, kar mu je namenil Janez Logar v danem delu. Koncept, o katerem Trdina kljub poroča Šventner, v tem pismu, je ohranjen Trdinovi zapuščini, ki je pridobila Nuko Šventnerja. Rokopis, ki je brez naslova, a pokopen se začenja na Hrvaškem se služi in obsega 43 pol drobne pisave s svinčnikom. Tu so v glavnem očrtani in brez pravega reda nametani posamezni oddelki poznejših Bachovih kozarjev in virov, toda koncept vsebuje tudi precej orisov posameznih osebnosti hrvaške meščanske družbe, ki jih Trdina ni sprejel Bachove kozarje. Med temi so v prvi vrsti člani reške čitalnice in sledi seznam imen. In kot veste, je nedavno išla na Reki knjiga o Slovencih na Reki, tako da bi bila objava tega rokopisa in povezava s tem, koliko so ti Slovenci zajeti v kakšni enciklopediji ali biografskih lexikonih ali pa niso, zelo zanimiva zadeva. Zgodbice so pa tipične trdinovske zgodbice, ki skušajo zajeti vse, kar je od osebi izvedel, resničnega, opravljivega in tistega, kar je z njo doživel skupaj na Reki. Torej, Trdina je bil nenavadni pisatelj, star 70 let, ki sklene, da bo objavil novo besedilo namesto starega, in se je tega celo zavedal, ker pravi tukaj, to se ve,
da nisem mogel dokončati dela namenjenega vam, vendar je spis povečje gotov, treba ga bo samo popolniti in prepisati na čisto. To delo bo ekstra stratom, to je nameček. Takrat, ko ste bili v Novem mestu, se vnosil popiše v glavi. Kaj je torej poznal eno leto pred tem, 1900. oktobra, kaj je leto popol, torej spomladi 1899 poznal Cankar, ko je pisal svoj prilog Vinjeta. Vedel, da se je moral zelo potruditi, gibal se je že med Dunajem in Pulo, moral se je zelo potruditi in brati stare ljubljanske zbore. Zadnje besedilo, ki ga je Trdina objavil, je bilo objavljeno 1888, ko ga je Fran Legec ukiril kot avtorja, ki mu je delal težave pri napredovanju za šolskega inšpektorja v svojimi članki. Torej je menilo že 11 let od zadnje objave. Hkrati je bil Trdina še živ, ampak tu je leta 1903, ko je pisal Cankar recenzijo, je pisal Trdini preteklikov. Je bil pomemben. Zdaj, za ta empirični Janez Trdina, ki je hodil po Novem mestu, za Cankarja ni bil zanimiv, nekaj zanimiva pisateljska osebnost in pisateljska osebnost je bila za Cankarja očitno tisti Trdina, ki je objavljal med 1881 ljubljanskim zvonov, potem pa še zmes nekaj časa v Slovanu, kjer je tudi on s svojimi hrvaškimi spomini zanetil spor in ogrožal Hribarju in Tavče je bilo politično kariero in sta ga morala ukiniti. In ker nista morala drugače, se je izmazala, sta rekla, da je ljud urednik, da je pa ti Trstenjak kriv, da ni prebral, kaj je Trdina poslal, pa je dvakrat iskarno. Prijemi so še nam danes dobro znani, kako se politiki izmažejo. Trdina je bil torej, ko vidite, vedno znova nek enfant terrible. In še bolj zanimiv podatek je, da je bil ta grozdljivi mladenič v ljubljanskem zvonu in Slovanu, zato, ker so leta 1880 ustanovitelji ljubljanskega zvona, Jurčič, Štrintar, Levec in Tavčar, povabili sodelovanju kot starosto slovenskih pisateljev, kot Nestoja, ker je že tu stal 50 let, so ga tamlari povabili k ljubljanskemu zvoru, ker so slišali, da ima precej rokopisov. In dejansko je prejšnje desetletje, 1870-80, napstalo, če verjamemo Janez Zologarju, da je vse nastalo takrat in nastala več kot polovica zbranega dela v času, ko ni objavljal. To je dodatni dokaz, da je bil Trdina res mejni avtor, ki ga lahko vrstimo med tiste zamudnike ali pa med prvega, ki je utemeljeval literarni sistem, piše nenavadno veliko, ko ne more objavljati, ko ga pridejo povabiti, da bi objavljala še nekaj nova besedila, ki deloma temeljijo na onih že napisanih, ali samo so izhodišče, spodbuda za pisanje novih, začne objavljati s svojimi objavami, povzroči škandal ali odpor, in ga potem ustavijo, zaradi Cankarjeve kritike leta 1903, pravi Švenkar, lahko zadovolj, Trdini dovolj, da še poneslovati bajke in povesti, nekaj verske bajke in dve bajke in povesti bojanci, da sledi temu Cankarjevemu hotenju, da dobi v knjižni obliki Trdinova besedila. Na drugi strani imamo Krstnika, 2 leti je bil mrtev, približno malo manj, ko je epilog pisal Cankar, bil je drugi pisatelj, ki še ni imel danega dela. Njegove objave so bile razcestne po slovenskih revijah. In očitno je torej tudi v tem primeru Cankar bil pripravljen, ko je bral revije, bil pozoren, kdo je in kdo ni dostopen. Zakaj je to tako ves čas ponavljam, pa pripovedujem o tem njegovem čudnem vplivu na Šventnerja. Ko pogledamo Šventnerjevo reklamo, da jo najdemo, so listi. Leta 1903 se Šventner pohvali
da ponuja v svoji knjigarni nastopne izdaje, knjige svoje in tuje založbe. V zgornjem delu leta 1903 ponuja knjige Aleksandrov pesmi in romance,